Dedek Mraz, pa sem prišel še zadnjič med vas. Vaš prijatelj, vaš Dedek Mraz. Kaj si zaželel za Dedka Mraza letos? Da mi prinese eno knjigo, pa en bombonček. Si bil vesel, ker si ga videl zdaj tukaj? Tebi Ja. tudi. Je bil lepi? Ja, Kateri pa ti je mogoče najbolj všeč, Miklavž, Dedek Mraz ali Božiček? vsi. Kateri ti pa največ daril prinese? Božiček. Kak si bil kaj vesel, ko si videl Dedka Mraza? Ja, Kaj si pa mogoče zaželel? grad. Kateri pa ti je mogoče najbolj všeč od teh vseh, ki obdarujejo? Ali je to Miklavž, ali Dedek Mraz, ali Božiček? Božiček. Si tudi on največ daril prinesel, kako? Ja. Ste se razveselili teh otrok vsi, ki so vas pričakali danes tukaj? Če sem odkrit, pričakoval sem, da jih bo prišlo dosti. Ampak da jih bo toliko, si nisem mogel misliti. To pomeni, da Dedka Mraza še vedno cenijo. Saj ne, da bi bil ne vem kakšno pravlično bitje, vendarle so pa prazniki pravi in pravšni, kadar za božično novoletne praznike se pojavi tudi Dedek Mraz. Pravijo, da je to tradicija in toliko let sem že tu prisoten, da si sploh ne znam predstavljati, da bi Mariborčani drugače praznovali ali se pripravili na praznike. Ste veliko daril razdelili, glede na to, da zadnji prihajate, najprej Miklavž, potem Božiček, šele na to Dedek Mraz. Ste imeli veliko daril za razdeliti še? No ja, za razmisliti je, to gotovo, ampak ker je dovolj, pravzaprav dosti otrok, je tudi nas dovolj. Čakaj, da naštejem. Miklavž, pa Božiček, pa jaz, smo si delo razdelili. Oni bolj tako pridejo domov, kaj ne? Dedek Mraz pa kar tako po ulicah, po vrtcih, v šolah in mislim, da so otroci zadovoljni in to je najvažnejše. Se poznate, mogoče še ostala dva se poznate, ste šli že kdaj na pijačo skupaj, se družite? Ja, seveda se poznamo. Mi smo stari prijatelji, zdaj družimo se zelo, zelo radi in se moramo tudi dogovoriti, napravimo načrte, da pa gremo skupaj na pijačo, od tega pa ne bi izdajal, ker ne, gotovo na kakšen čaj pa že.